Ja, komentar na monitor Levice, ki bo očitno nadzirala vse projekte, ki so zapisani v sporazumu s koalicijo, torej vsi bojo lahko videli, kje ti projekti so in kaj se z njimi dogaja. Ali lahko nekaj vprašam vas, a je res potrebno iz enega monitorja ali kaj dela z nekaj tako zgodbo delati? To bo imeli oni zdaj neko obveščanje svoje javnosti, tako ko mi obveščamo svojo javnost ali pa svoje volivce, tako da se mi zdi tukaj sploh nepomemben komentar, resnično. Ampak je zanimivo, ker ravno v času, ko je SD vodila vlado, je pač predsednik vlade Borut Pahor imel ta semafor. Ja, in vsi so se delali norce iz tega semaforja. Ja, gre pa za to, da bodo državljani mogoče lažje imeli dostop pogledati, katere stvari so uresničene, katere pa denimo niso, pa so bile v koalicijski pogodbi obljubljene. To je denimo v drugi fazi, ki jo pripravljajo. Najprej ta protokol, potem pa tudi uresničevanje koalicijske pogodbe. Gospa Suzana, vlada ima, bom rekel, neko interno stran, kjer se jasno piše, kjer zakoni se sprejeti in tam vlada, narod lahko že vidi. Če bo vsaka posamezna stranka imela svoje monitorje, plakate, semaforje, kaj dela, pa se narod ne bo vedel. Se pravi, to bolj kot ne PR njihove stranke. Vaše vprašanje je moj odgovor. Komentar na današnji nenavaden odstop ali pa nepričakovan odstop direktorja DRK. Mislim, jaz sem videl, verjetno ima kakšne razloge, te razloge se reče zdaj verjetno osebni razlogi, kaj je pa vzadaj, pa ne bi vedel. Ampak zakonodaja očitno na tem področju je prava farsa, vsaj za Slovenijo, lahko rečemo temu. Vse posod neki pritožba na pritožbo na pritožbo, Avstrijci bodo tunel zgradili, mi pa še prve lopate nam odam. To se strinjam, zato je vlada in Ministrstvo za javno upravo pripravila novo zakonodajo o javnem naročanju. Na zadnjem koalicijskem vrhu nam je bila, bom rekel, osnove, gabariti tega zakona predstavljeni in jaz moram reči, da so nam te osnove, ki jih je predstavil minister Medved, so šle v pravo smer, zdaj bomo pa videti, bom rekel, zakonodajno besedilo in če bo šlo v to smeri, potem bomo verjetno se lahko izognili tudi nekaterim firmam, ki se pritožujejo, samo zato se pritožujejo in tako naprej in bomo lahko prišli prej do kakšne izvedbe kakšnega projekta. Gospod Han, moram se vrniti nazaj na to temo, ker ste se zelo burno odzvali. Nisem se burno, jaz nimam občutka, da sem se burno odzval, ampak se mi zdi, da komentiramo, bom zdaj tako iskreno povedal, jaz sem že prej rekel Jani, moj PR, zakaj moram to sploh komentirati, ker se mi zdi pa nekaj stvari pa res nepomembne v tej državi, zato se je neka stranka odločila, da bo imela nek monitor in da bo delala svojo PR zgodbo. Hvala Bogu, ne dela, ampak noben monitor, noben plakat, noben semafor nam ne bo pomagal, če ne bojo realizirane stvari. Realizirati jih moramo pa v državnem zboru, s tem, da pritiskamo knope. Ampak to, da mogoče ravno socialni demokrati niste najbolj navdušeni s sodelovanjem pri Levici, v kakšni vlogi mislite, da oni predstavljajo ta spletni monitor kot, bom rekla, opozicijska stranka, koalicijska stranka, nadkoalicijska stranka ali nekdo, ki enostavno nagaja? Ja, zdaj opozicijska stranka je, kar deva vprašanje. Koalicijska stranka ni, to poznamo. Je opozicijska pogodbena stranka, kar se tiče pa nagajanja, pa ne bi nič komentirali. Lahko samo še glede sestanka, ki vas čaka ob 14. uri, vodje poslanskih skupin, boste razpravljali, kako zdaj spremeniti zakon o poslancih zaradi primera vašega kolega Madžarske narodne skupnosti, gospoda Horvata. Kaj pričakujete od tega sestanka in zakaj menite, da KPK še vedno ne ukrepa? Tega ne razumem. Od tega sestanka pa pričakujemo, ker sem dal to idejo, pač tudi jaz sam, da nam v bistvu zakonodajna oziroma naša mandatna volilna komisija pojasni stališče, zakaj misli, da zakon ni dovolj jasen, in bomo po drugi uri videli, zakaj se je šlo. KPK bi pa tudi mogel na koncu svojo nalogo vendarle opraviti. Hvala lepa. Torej, vaš odziv na to kontrolo, ki jo pripravlja oziroma jo je pripravila stranka Levica? Očitno je, da so nekatere stranke že dokaj resno v evropskih volitvah se že pripravljajo na to. V stranki LMŠ menimo, da je dobra politika tista politika, ki je tiha politika, da ljudje ne slišijo veliko o njej, občutijo pa vsak dan neke spremembe. Nas pa žalosti, da je ta politika PR-a, ki nekako v Sloveniji vlada v zadnjih 10 letih, nas pripeljala do te točke, da se velikokrat zaradi tega neke resne zadeve ne sprejmejo.
Se pa v LMŠ zavedamo, da imamo 13 poslancev, da je trenutno v slovenskem parlamentu 9 strank, od tega nas je 5 v koaliciji, plus še zunanji partner Levica, in da moramo veliko sodelovati, se veliko pogovarjati, če želimo kaj sprejeti. Nas pa seveda ne moti, če se nekatere stranke zaradi tega morajo pripenjati medalje. Torej, za vas ni smisel, torej rekli ste tiha politika, za vas ni smiselno, da imajo državljani vpogled v to, kako se določena zakonodaja sprejema, na kateri točki je? Seveda mislimo, da imajo za to pravico. Ne nazadnje lahko na portalu Državnega zbora že redno vse faze postopka spremljajo. Se pravim, nekatere stranke pa očitno imajo željo, da še dodatno obvešča ali kako drugače se naj izražim državljane. Menim pa, da od tega državljani nimajo nič, ker državljani vsak dan občutijo delovanje slovenske politike. Kako pa bi zaenkrat ocenili sodelovanje Levice in koalicije po podpisu sporazuma? Menim, da se je kaj bistveno ni spremenilo. Z Levico že od začetka te vlade sodelujemo dobro, o tem pričajo tudi sprejetje kar nekaj zakonov, ampak to ni zasluga ene stranke, kot sem menil, ampak je zasluga vseh strank, ki sodelujemo v koaliciji, kakor tudi Levice. In komentar na odstop predsednika Državne revizijske komisije. Ja, moram reči, da Mandatno-volilna komisija uradnega dokumenta o odstopu še ni dobila. To smo prebrali v medijih. Ko bomo dobili uradni dokument, predvidevamo, da danes moče oziroma jutri, bo tudi Mandatno-volilna komisija takoj odreagirala in bomo to točko dali na naslednjo sejo Mandatno-volilne komisije, ki bo naslednji četrtek. In potem bomo seveda tudi moramo objaviti javni razpis v 15 dneh, da se bodo lahko zainteresirani, ki bodo izpolnjevali zakonske pogoje, prijavili in da potem čim prej seveda dobimo predsednika Državne volilne komisije, revizijske komisije, ki je seveda zelo pomembna v tem trenutku. Morda še kaj vsebinskega, gospod omenil pritiske? To seveda ne morem komentirati. On je v svoji izjavi, kot smo iz medijev prebrali, da so verjetno bili neki pritiski, seveda to je takšna služba, interesov je ogromno in verjetno je na tem kaj bilo, kaj bolj konkretnega pa seveda ne morem komentirati. Kaj pričakujete od sestanka zdaj ob 14. uri, ko bodo vodje poslanskih skupin sedle skupaj glede sprememb zakona o poslancih in usode poslanskega kolega Horvata, ki upravlja več funkcij? Kaj pričakujete od tega? Ja, sedaj niti pravzaprav nisem pričakoval tega vprašanja, sem mislil, glede samo predsednika Državne volilne komisije. Seveda pričakujem, da bomo našli eno ustrezno rešitev, neki predlogi so podani, da bi bile seveda določene spremembe členov zakona o poslancih spisane tako, da bo potem nedvoumno in jasno, kaj je nezdružljivo oziroma kaj je združljivo. Če pa bomo do tega rezultata danes prišli, je težko napovedati, verjetno da ne, ker bodo imeli na ta predlog, ki je predlagan vodja poslanskih skupin, možnost dopolnitev in potem lahko tudi nekaj časa traja. To težko je prejudicirati, ampak mi bomo delali na tem, da bomo to čim prej zadevo uredili. Po principu Pahorjevega semaforja ustanavlja Levica, s tem nameravajo v bistvu preverjati vse izvedene ukrepe tako v koalicijski pogodbi kot v protokolu, ki ste ga podpisali z njimi. Gre za neko različico Pahorjevega semaforja, ki smo ga že videli, se ni dobro končal. Oni pravijo, da bodo s tem državljani dobili večji vpogled v to, kaj dejansko Peterček uresničuje. Ja, najslabše gledati filme, ki smo jih že gledali, ker že vnaprej vemo, kako se bojo končali. Ampak ne glede na to, mogli bi imeti pogum pa raje stopiti v vlado, kot pa da si delajo semaforje. Morda še na odstop predsednika Državne revizijske komisije? Ja, predvsem mislim, da bo šele čas pokažel, zakaj je on v resnici res odstopil. Sam osebno pa mislim, da je treba, če je res mislil na strokovnost, najprej to tudi pokazati v smislu, da ustrajaš na poziciji, ki si jo zavzel, ko si seveda prevzel to funkcijo. Kajti se veste, odstop pomeni v bistvu priznanje poraza, kar je pa škoda. Ko smo ravno že pri odstopih, samo da spomnim, en poslanec, recimo LMŠ je pred tedni odstopil zaradi kraje Sendiča, vsi ste na evropskih volitvah konkurenti stranke med seboj. Zdaj je v bistvu par tednov pred vložitvijo kandidature LMŠ spremenila svojo kandidatno listo, Katjo Damic zaradi domnevno
nekih dolgov umaknila z te liste. Kako vi to komentirate? So v bistvu kaj dvignili merila za odstop? Kako vi komentirate to, da v bistvu umaknejo kandidata za Evropski parlament? V bistvu sem od vas zvedel, da je to razlog, zakaj je odstopila, ker v resnici ne zanimajo liste drugih političnih strank. Ampak, gledajte, vsak se na koncu ujame v svoje lastne pravila, ki jih postavlja. Upam, da se jim ne zgodi tudi to. Hvala lepa.